Dobar dan. Bravo. Jaz sem Bravo. Jakob. Tanja me veseli. Manca. Tanja. Kakšna žival pa so bili mastodonti? Mastodonti so bili v bistvu trobčari, to pomeni, da to so živali, ki imajo trobec. Mastodonti danes ne živijo več, ker so že izumrli. Torej so bile to prazgodovinske živali, ki so pa nekoč živele tukaj v naši Šaleški dolini. Ali so živeli, ko so živeli dinozauri? Ne, v bistvu so živeli kasneje kot dinozauri, pa prej kot mamuti, tako da nekje približno 3 milijone let nazaj so tukaj lomastili po naši dolini. Kako veliki pa so bili mastodonti? Mastodonti so bili različno veliki. Ta manjša vrsta, to so bili anankusi, so bili nekoliko manjši, so bili veliki nekje do 2,5 metra, medtem ko ta velika vrsta, torej borzonov mastodont, pa je lahko bil velik celo do 5 metrov. Kje točno pa so našli te kosti? Kosti so bile najdene blizu vasi Škale in tam je nekoč stala cerkev svetega Jurija. Sveti Jurij je pa zavetnik, ki se bori proti zmajem, kar nam pove, da so verjetno že v preteklosti tam nekje na tistem območju tudi večkrat našli neke velike kosti, ki si jih ljudje niso znali razložiti in so jih zato pripisali zmajem. A je to časovni trak živali? Ja, tukaj je časovni trak, ki prikazuje, kako je nastala Zemlja. Tam gor čisto na vrhu je bil prapok, potem pa zelo dolgo časa ni bilo ničesar, potem se pa začnejo razvijati živali in rastline. Katere živali pa vidimo tukaj? Tukaj na začetku vidimo zelo preproste živali, ki jih v bistvu danes nobene od teh ni več. Torej vse te živali so izumrle, tako da če gremo po časovnem traku naprej, šele tam na koncu so potem tiste, ki jih pa danes še vedno lahko vidimo in spoznamo. A vse te živali so živele v vodi? Ja, te ta prve na začetku, ja, potem se pa počasi pojavijo tiste, ki pa se že preselijo iz vode na kopno. O, tukaj pa je dinozaver. Ja, točno tako, to je tiranozaver, tega mislim, da kar vsi poznamo, to je taka zelo poznana vrsta dinozavrov in ti so živeli tam nekje do 66 milijonov let pred našim obstojem, kar je zelo dolgo časa nazaj. Potem pa, ko so živeli dinozavri, je prišlo pa do ene velike nesreče in takrat je nekako prišlo do zamenjave vrst, zato ker so takrat vse vrste kar izumrle, torej jih ni bilo več. To pa se je lahko zgodilo zato, ker je recimo na Zemljo padel asteroid, ker je prišlo do poplav, potresov, do vulkanskih izbruhov in ti so potem povzročili, da nekatere živali danes ne živijo več in so se potem razvile nove vrste. Tukaj vidim več živali, pa so to sorodniki mastodonta. Ja, to so trobčari, ki so bili sorodniki slonov, ampak danes torej mastodontov ne moremo nikjer več v živo videti, lahko pa vidimo slone. Sedaj smo prišli po časovnem traku do približno 3 milijonov let pred našim štetjem, kjer se potem nahajata naša junaka. Takrat, ko sta ta dva živela, tukaj pri nas sploh še ni bilo ljudi, torej ljudje so veliko mlajši kot pa mastodonti. Vsi imajo taka čudna imena napisana. Ja, tukaj zraven smo pa napisali latinska imena. Ta latinska imena so takšna, da jih lahko razumejo vsi po celem svetu, potem pa pri živalih, kjer smo pa lahko, smo jih pa potem tudi prevedli v slovenščino, pa tudi v angleščino. Anancus arvernensis, to je naša ta majhna vrsta, je tole, tam zgor imamo pa ta velikega, to je pa mamut borzoni. Gomhoterius Anancus arvernensis. A to so bili veliki proti človeku? Ja, tukaj ste prikazani obe vrsti in pa zraven človeček, smo pa prej rekli, da človek takrat še ni živel, tako da nihče od teh mastodontov človeka ni srečal. Zakaj so pa imeli tako dolge okle? Ti okli so pravzaprav njihovi zobje, ki so preobraženi v okle in z njimi so potem se lahko branili ali pa nabirali hrano. Ali veste mogoče, kaj imam pa tole? Ja, zgleda, kaj je niso zobje. Točno tako, tole so pa zobje mastodonta. A so veliki? Ja. Ja, gram. A bi jih lahko vidva spravila svoje usta? Ne gre. Enega mogoče, ja. Sedaj pa je z nami moj sodelavec Stojan, ki je konzervator in on je vse kosti, ki so na razstavi, tudi konzerviral in jih pripravil zato, da jih lahko vidimo, pa zato, da so zaščitene. To je okel, eden od oklov iz zbirke. A to je original? To je original. Okel, ki je star 3 milijone let, zato, ker sta firpicologa, smo odstranili zgornjo to steklo in se ga lahko dotaknete. Že čutim življenje. Kako je gladek. A to so kosti? Kaj pa imamo tukajle? To pa je kip ta pravega mastodonta, ampak tole je ta majhen.
Ta velik je bil še večji, velik je bil nekje 5 metrov, torej višji kot pa marsikatera hiša. Wow. Tole pa hrapavo. Poglej nohte. A nohte imaš tudi tako?